Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Skušali bomo ugotoviti, kakšno je stanje na infrastrukturi določenih ekip in kakšna so pravila glede bodočih investicij. Formula 1 je šport, kjer je tehnološka komponenta na vrhunski ravni. In vsaka ekipa se trudi imeti infrastrukturo na čim višjem nivoju. Lahko se sama poda v investicije in ima določene oddelke v svoji lasti ali pa le-te zaupa zunanjim izvajalcem. Čeprav se nam navdušencem zdi, da pravzaprav vsaj tiste vodilne ekipe lahko investirajo neomejene količine sredstev v izgradnjo novih vetrovnikov ali na primer postavitve novih simulatorjev, bomo videli, da v današnji Formuli 1 vse ni tako lepo, kot se nam lahko zazdi na prvi pogled. Imamo ekipe, ki imajo simulator, vetrovnik in kapacitete za proizvodnjo bolida Formule 1, ampak imamo primer, kjer pravzaprav je vse v najemu. Govorimo o ekipi Haas. Tu pravzaprav večino dela zaupajo zunanjim izvajalcem. Od skuderije Ferrari dobijo seveda pogonski sklop, menjalnik, vse tiste dele, ki so dovoljeni za nakup, in seveda po drugi strani jim je skuderija Ferrari tudi omogočila najetje posebnega biroja njihovih inženirjev, ki se ukvarjajo samo in izključno z bolidom te ameriške ekipe. Logično je, da ti inženirji v Maranellu uporabljajo tudi vetrovnik, ki ga daje na razpolago skuderija Ferrari, čeprav ure, ki jih prebijajo v tej strukturi, so ločene od tistih, ki so namenjene sami skuderiji. Kar se tiče realizacije, torej izdelave posameznih delov, so le-ti zaupani italijanski Dalari. Po svoje izjemno pragmatičen pristop, kjer plačaš in dobiš tisto, kar si naročil. Ampak po drugi strani reakcijski čas, ko je treba vpeljati kakšen paket aerodinamičnih sprememb ali kakšen popravek, je izjemno dolg. Preostale ekipe, ki so prisotne na štartnem razporedu, imajo različne kombinacije od tega, da imajo vse v lastni režiji, kot že prej citirana skuderija Ferrari ali tovarniška ekipa Mercedes, pa do tistih, ki imajo en ali drugi del nekako dan podizvajalcev na zaupanje. Danes si bomo pogledali, kakšna so pravila, ki nekako omejujejo investicije na to področje in kaj pravzaprav se dogaja tudi pri tistih ekipah z bistveno bolj zvenečim imenom, kot je sama ameriška struktura ekipe Haas. Mnogi si mislijo, da v Formuli 1, vsaj pri tistih najboljših ekipah, se porabijo ogromne količine denarja, zato da so vetrovniki, simulatorji in vse ostalo na tisti najvišji tehnološki ravni. A lep primer je simulator ekipe Alpine. Že sredi sezone 2023 smo lahko slišali, da je takratni glavni odgovorni Otmar Szafnauer govoril o tem, kako ga je treba posodobiti, ker je star in v bistvu ne odraža tistega, kar sodobna ekipa Formule 1 potrebuje. Znano je, da v času, ko je bila ta ekipa znana še pod imenom Lotus in potem, ko je prišla ponovno pod okrilje Renaulta, so bile investicije v ta britanski del v Enstonu izjemno majhne oziroma preskromne. Simulator, ki je bil takrat v rabi, je
praktično druge roke. Kupili so ga od Meklarna, ki je že takrat ugotovil pred leti, da zadeva ne več ustreza njihovim potrebam. Torej pri Alpinu, prej tovarniški ekipi Renault, so na neke vrste bolhi Formule 1 zasledili oglas za rabljeno opremo in jo kupili. Da je sedaj zastarela in malo da ne neuporabna za Formulo 1, je verjetno jasno vsakomur izmed nas. A tudi ta praktično že izpet kos opreme ni še rekel zadnje. Namreč ostal bo v uporabi kot rezerva, kot možnost naprimer za voznike Formule 2 in kot element, ki bo preverjal podatke, ki jih bodo dobili s tistim pravim novim simulatorjem, upamo, da nerabljenim. Namreč simulator ekipe Formule 1 ni samo element, kjer se vozniki spoznavajo s progo in nekako nabirajo izkušnje. Zadeva gre predvsem v obratni smeri. Tu se naložijo podatki, ki jih med prostim treningom zberejo na določeni lokaciji in pravzaprav se simulira samo dirko, se preizkuša stvari, ali delujejo ali ne. Zato mora biti simulator oziroma rezultati, ki jih dobimo, čim bolj podoben tistemu, kar bo pokazala potem realnost. Podobna zgodba je z vetrovniki. Namreč nimajo jih na razpolago vse ekipe in zato jih dobesedno najemajo, ne samo ekipa Haas. Naprimer, Aston Martin gradi novo strukturo, kjer bo vetrovnik operativen nekje septembra, oktobra leta 2024. Do tedaj bodo rabili vetrovnik tovarniške ekipe Mercedes. Seveda dva ločena vhoda za same inženirje, da oni z Aston Martina se nikoli ne bodo prekrižali s tistimi iz Mercedesa. Ampak tudi McLaren je sredi sezone 2023 odprl svojo novo strukturo z posodobljenim vetrovnikom. Predtem so bili v najemu pri strukturi Toyote v Kölnu. Torej nič takega in nič presenetljivega. A verjetno se sedaj kdo sprašuje, kaj pa imajo na razpolago tisti tam zgoraj, najboljši, najuspešnejši. Lep primer je Red Bull, kjer bodo konec leta 2024 začeli z izgradnjo novega vetrovnika. Kar ni nič takega, nič čudnega, mnogi bodo dejali, seveda z njihovim poznavanjem aerodinamike rabijo pravo infrastrukturo. Ampak malo kdo ve, da vetrovnik Red Bulla je pravzaprav relikt hladne vojne. Vetrovnik v Bedfordu, ki ga uporabljajo v tem trenutku, je bil zgrajen davnega leta 1947 za potrebe letalstva in šele kasneje, ko je postal zastarel, je prišel bolj v uporabo za civilne namene, torej Formulo 1. Najprej je bil v lasti Arrowsa, nato ga je kupil Jaguar in podedoval Red Bull. Torej, govorimo o strukturi, ki ima krepko čez 70 let in kljub temu, seveda s primernimi posodobitvami, so pri Red Bullu ta del izjemno pomembne opreme znali uspešno uporabljati praktično do danes. In logično je, da če je treba tak del opreme tudi nadomestiti, seveda po 7 desetletjih in več, bi bil že čas. Ampak kakšna so pravila za investicije? Tudi v to infrastrukturo lahko vsakdo porabi, kar hoče, ali imamo določene omejitve? Namreč obstaja, tako kot pri proračunu ekipe, tudi tu neka omejitev. Videli jo boste pod kratico CapEx. Tisto, kar določa, koliko denarja v nekem obdobju lahko ekipa zapravi prav za take izgradnje oziroma posodobitve.
zakaj ne gre za neko omejitev, ki bi veljala v koledarskem letu, je jasno, ker naprimer vetrovnika v 12 mesecih ne postaviš na noge. In obstaja kar nekaj polemik okrog tega področja. Na samem začetku so določili, da med sezono 2021 in 2024 lahko vsaka izmed 10 ekip porabi $45 milijonov za posodobitve oziroma izgradnje takšne infrastrukture. Hoteli zadevo spremeniti in še malce znižati, namreč v obdobju 2022-2025 so jo hoteli znižati na 36, ampak to bi lahko bilo primerno, če bi bile vse ekipe na podobnem nivoju. Slišali smo že na samem začetku prispevka, da naprimer pri ekipi Williams so bili v zaostanku najmanj 2 desetletji na določenih področjih. Zato imamo sedaj rahlo drugačno pravilo. Namreč v obdobju 2021 do konca leta 2024 imamo ekipe Red Bull, Mercedes in Ferrari, ki lahko porabijo $51 milijonov. Nato v drugi skupini McLaren, Alpine, Aston Martin, kjer lahko porabijo $58 milijonov. V zadnji so se seveda znašli tisti najslabši. Torej Visa Cash App Racing Bulls, Sauber oziroma Stake F1, Haas in Williams z 65 milijoni, ki jih lahko porabijo v tem obdobju. In vidimo lahko, da glede na tisto prvo omejitev se je za najboljše dvignila meja za 6 milijonov, za one nekje na sredini za 13 in za najslabše 20. Seveda, na to od sezone 25 pa do sezone 28 se bo ta meja malce spustila navzdol. Red Bull, Ferrari in Mercedes bodo lahko porabili 42 milijonov, nato v tisti drugi skupini McLaren, Alpine in Aston Martin 49 milijonov, tisti najslabši pa seveda na koncu 56 milijonov. To jim bo dalo možnost, da bodo nekako dohiteli najboljše in na to za obdobje 2026 do 2029 bodo vsi imeli omejitev na $36 milijonov. Seveda to pravi pravilnik. Kaj pa realnost? Verjetno tam spodaj tiste najbolj skromne ekipe ne bodo imele na razpolago toliko sredstev, da bi jih lahko v tem obdobju investirale. Videli smo, da naprimer Red Bull, ki še zdaleč ni ekipa z težavami v denarju, uporablja infrastrukturo, ki je izjemno stara in lahko bi dejali celo iztrošena. Kaj bi dejali na to o ekipi Racing Bulls, kjer pravzaprav tega denarja nimajo, ali pa Haas, da ne omenjam Williamsa. Seveda, z omejitvijo proračuna jim je ostalo pri kraju kar nekaj denarja, ki ga lahko investirajo, ampak dvomim, da bodo lahko porabili vse to. A konec koncev je znano, da pravzaprav ekipe Formule 1 zmeraj iščejo nove poti in nove bližnjice, kako biti hitrejši na progi. A dejstvo je, če nimaš prave infrastrukture, ne moreš biti uspešen. Lahko imaš najboljšega inženirja, ki ti pripravi fantastični projekt, ampak če v sami ekipi tisti oddelek, ki se ukvarja naprimer s kompozitnimi materiali, ni sposoben oblikovati dela tako, kot si je inženir zamislil, je vse skupaj brez veze. Videli smo, naprimer, kakšne težave povzroča minimalna masa, da so bolidi razbarvani, ker enostavno ekipe ne znajo narediti delov, ki bi imeli znižano maso, ampak vseeno bili tako trdni, da bi prestali tako imenovan crash test. Seveda, s časom bomo videli, da se bodo površine, ki so obarvane, verjetno povečale, ampak zato, ker so tehnološko nadoknadili tisto, kar danes
zgleda še nemogoče. Ampak za odgovor na to vprašanje, kakšno je stanje v infrastrukturi in kako potekajo investicije, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.